V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi kar pestro življenje občinskega nagrajenca, veterana vojne za Slovenijo, Bojana Šoperja. Bojan, živjo. Lep pozdrav. Parkrat sva že mi dva tudi posnela kakšen intervju, kot veterana se tikava, tako da predlagam, da ostane to tudi v tej oddaji. Hvala enako. No, veliko še drugih funkcij je, ki si jih upravljal, ampak mogoče najprej na tisto prvo junijsko nagrado, ki si jo dobil za svoje dolgoletno delo, kar 30 let pri častnikih, pri Zvezi častnikov. Si verjetno ponosen na to? Ja, izredno sem ponosen. Presenetili so me člani predsedstva Združenja slovenskih častnikov Trbovlje, da so izdelali predlog, ga poslali na občinsko komisijo občine Trbovlje in tako, da je prišlo do realizacije te podelitve. To je, mislim, da je prvojunijska nagrada ali pa častni občan, so najvišja priznanja v občini Trbovlje. Više ne gre? Više ne gre in to je glede na to, da smo zaobljubljen Trbovčani veliko čast in tudi zadovoljstvo ter nenazadnje spodbuda za nadaljnje delo. Je pa res, da je ta nagrada padla v čas korona krize. Kakšna je bila prireditev? Prireditev, moram reči, da je bila enkratna. Vsi so se potrudili, ambient v avli Delavskega doma Trbovlje je bil, kot da bi bilo novo leto. Bili so pa redki povabljeni člani občinskega sveta in še neki, tako da je bila ta medsebojna razdalja odlična, tako da smo v prijetnem vzdušju sprejeli ta priznanja in na koncu se tudi malo družili z vsemi, tako da je bilo res, res prijetno. S tem, da moram poudariti to, da so me še posebej presenetili veteranske pa domoljubne organizacije, so prišli na to prireditev s prapori in vsi predstavniki v uniformah, tako da je zelo, zelo lepo izpadlo. Jaz moram reči, da sem kar malo usta odprl, sem bil presenečen nad to udeležbo mojih stanovskih kolegov. No, najin pogovor se bo veliko dotikal tudi o tem, ali smo ali nismo takrat Jugoslovanski ljudski armadi oddali orožje, torej teritorialna obramba je ali ni oddala orožje. Tega se bova dotaknila potem v nadaljevanju. Kako pa je šla tvoja vojaška pot? Moja vojaška pot je, sem služil vojsko oziroma v šoli rezervnih oficirjev leta 1975 v Bileči. Ko sem prišel z Bileče, sem napredoval v podporočnika, bil v vojni sestavi razporejen kot poveljnik netrzajnih topov v takratni 33. brigadi v Trbovljah. In glede na uspehe, katere sem jih dosegel iz rezervno sestavo, so nadrejeni videli, da sem sposoben upravljati te dolžnosti. Me je Matjaž Piškur, takratni poveljnik oziroma komandant, se rekel, občinskega štaba Trbovlje, zaprosil, če se zaposlim v občinskem štabu Trbovlje, tako da sem v začetku leta 1978 sem se zaposlil kot profesionalc na občinskem štabu, kot pomočnik za operativne učne zadeve občinskega štaba. S kakšnim činom? Takrat sem imel čin poročnika. Poročnika.
Zdaj, vsi se spomnimo teh osamosvojitvenih teženj slovenskega naroda, tistega časa, takrat, ko je vrelo v Sloveniji, ampak verjetno je bil pa za tebe najbolj pomemben, pa za vse tiste, ki ste delovali v teritorialni obrambi, maj leta 1990. Nedvomno, ampak mi smo sploh v Trbovljah, ko smo razvijali 33. brigado teritorialne obrambe, že čutili, da želi armadni vrh postopno razorožiti teritorialno obrambo. Leta 1985 se je ta brigada teritorialne obrambe, ki se je formirala iz Zasavja, s poveljstvom v Trbovljah, se je v bistvu razformirala po ukazu Jugoslovanske armade. Takrat so bili predlogi razni, tudi političnih, slovenskih, da bi ustanovili divizije teritorialne obrambe in žal, namesto divizij je bila skoraj polovica brigad teritorialne obrambe razformirana. To je pa zato, ker so te armadne enote, lahke divizije, ko smo sodelovali na raznih štabnih vajah in tako naprej, dejansko se nas je armada začela bati. V bistvu premočili smo postajali. In zato je prišli do tega, mi smo bili zelo žalostni takrat, jaz sem bil edini profesionalc v tej 33. brigadi, pomočnik za operativne zadeve in praktično sodeloval na vseh teh štabnih vajih, ko smo sodelovali z armado in premeščali enote. Mi smo bili bolj delovali na bokih in krilih, čeprav je prišla situacija, da smo imeli mi v določenem obdobju boljšo oborožitev kot tiste rezervne enote armade, ker pa mrskomu takrat ni bilo všeč. No, naprej, ko se je razformirala ta brigada, mi smo imeli tudi učni center v Kokarjih za zahodno Štajersko. Jaz sem bil tam v vlogi inštruktorja v jesen 2 meseca, pa spomlad 2 meseca, tako da so me priprave starešin in usposabljali posamezne enote, čete, bataljone teritorialne obrambe. No, moram reči, da takrat sem imel eno slabo izkušnjo. Jaz sem bil praktično eden tistih iniciatorjev, da smo v letih 80 že začeli poveljevati v slovenskem jeziku. No, zakaj? Zakaj? Svojega ponosa, ker smo imeli tudi pravico, ustavno pravico, da poveljujemo v svojem jeziku v naši teritorialni obrambi. To se namreč ni dogajalo, če smo bili na služenju vojaškega roka, se je govorilo, kolikor vem, v srbo-hrvaškem jeziku. Tako je. In tudi naprej v teritorialni obrambi so vztrajali visoki častniki, ki so bili aktivni v pokrajinskem štabu. Tudi Slovenci, ne? Tudi Slovenci. In so vsi, ja, to se ne sliši dobro, slovensko poveljevanje in tako naprej. Jaz sem bil poročnik, takrat pa mi je rekel podpolkovnik, ki je bil šef tabora, oziroma komandant tabora, je rekel, ma ne mi ne sedi šoper, to ne gre, ne. Se je rekel, mi imamo pravico in zakaj ne? Par let smo rabili, da smo naše starešine, rezervne sestave pripravili. Malo je bilo hecno od začetka, da so osvojili ta povelja, potem so pa osvojili in dejansko smo postajali slovenska vojska prava. In se je prijelo. Si imel zaradi tega kaj težav z početka? Ja, razen tega šikaniranja neposrednega, drugih težav. Kaj se greš, ne? Kaj se grem, da to ne paše, da ljudje ne znajo, da se vojska smeji pa tako naprej. Sam dejansko smo v opomniki napisali slovenska povelja in smo to praktično bili pionirji na tem področju. To je bilo zelo zanimivo tisto obdobje. Glede leta 90. Maja, predvsem maj, ne? Maj 90. Ne vem, tam okrog 15. ko 15. maja. je prišel ta ukaz o razorožitvi, kako oddaji orožja. Maj sem vrnil na april 90. No. Aprila 90 sem jaz postal predsednik rezervnih vojaških starešin v občini Trbovlje.
16. maja smo mi prejeli, je komandant major Piškur prejel ukaz o oddaji orožja od majorja Rancingerja, ki je bil poveljnik pokrajinskega štaba. Zagorjana. 16. ko je prišel s tem ukazom na štab, nas je poklical na sestanek in vso stalno sestavo seznanil s tem ukazom o oddaji oborožitev. Štab je bil pa tam, kjer je policija? Tako je. Mi smo bili tam zraven policije, smo imeli sestava štaba, je pa bil komandant, je bil Piškur, pa sem bil jaz, Hočevar Marjan, polotnik Jože, pa Hočevar Marjana. To je bila sestava občinskega štaba. On vas je s tem seznanil? Sestava seznanil in kaj zdaj narediti, ne? Piškur je že razmišljal, kako bi ne bi oddali, ne? Jaz sem tudi rekel takoj in vsi smo se enoglasno strinjali, ne bomo, oddaj bomo šli vsak po svojo v akcijo. S tem, da mi smo imeli 17. to je bil naslednji dan, republiško konferenco ZRVS v Ljubljani. To je bilo pa vsi predstavniki občinskih organizacij ZRVS. Kaj je to ZRVS? Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije. Ja, tako. No, takrat smo imeli to konferenco, na tej konferenci so bili prisotni predstavniki armade, 2 polkovnika pa en general. In jaz sem vodil to delegacijo s Trbovelj, sem stopil na oder in povedal, da v Trbovljah orožja ne bomo oddali zato, ker prvič smo to orožje so kupile naše firme iz Trbovelj, to je kot prvo, kot drugo je pa varno varovano v našem tehnično varovanem skladišču, ki je zraven policije. Vzdušje je bilo malo mešano. 20 do 25% dvorane je zaploskalo, vsi ostali so pa malo obklepo gledali. Ko sem prišel nazaj na mesto, katerega sem bil prej na konferenci, je prestopil meni en polkovnik in me prav nadrl, mladenič, kako si to upam, in da bom že videl, kaj bo sledilo. Ne? In dejansko je sledila zahteva generala Hočevarja, Rancinger pa našem poveljniku, da dobim pisni ukor. Ta pisni opomin sem jaz prejel od mojega komandanta, sicer smo se dogovorila prej, kako in kaj, ne, je čim bolj mi napisal noter, da je pisni ukor bil izdan že v ponedeljek 21. maja na podlagi ukaza nadrejenega poveljstva. Kaj bi bilo, če se bi zadeve drugače obračale naprej, je to drugo vprašanje, ampak to je bil prvi opor. Glede Piškurja moram reči, da je 17. isti dan, 16. je ta ukaz dobil, 17. je pa stopil v stik s predsednikom skupščine občine Trbovlje. To je bil takrat Menardi. In sta se dogovorila, da bo na popoldanski konstitutivni seji občinske skupščine Trbovlje prišel Piškur pa jim povedal, kakšna je situacija glede oddaje orožja. To se je tudi zgodilo. Povedal je? Povedal je, seznanil občinski svet s tem. Občinski svet je soglasno je sprejel sklep, da orožja se ne odda in da se istočasno obvesti predsedstvo Republike Slovenije o teh zadevah, da se prekine. V tej knjigi noter je ta ukaz
V tej novi knjigi, ne? V tej novi knjigi orožja nismo oddali. In tudi v tej knjigi verjetno. Ne, samo v tej knjigi noter je ta dopis, ko ga je Menardi poslal Kučanu. To je bilo 17. popoldne proti večeru. Ob 22. uri je bilo že po radiju Trbovlje pa po radiju Slovenija ta dogodek objavljen, da se je občina Trbovlje oprla tem zadevam. Tako da je to res, bili smo eden prvih, ko smo se vsak po svoji liniji oprli in dejansko smo bili edini v Zasavju, ko smo orožje obdržali. Moram pa pri tej zadevi reči tako, to je vse lepo in prav, da sem jaz protestiral, da je občinska skupščina sprejela protest, pa vse, ampak na koncu je pa to poveljniška oziroma odločitev poveljnika, komandanta, ali bo to ukaz nadrejenega realiziral, torej v tem primeru ali ne bo Matjaža Piškorja. Problem je bil v tem, ne? Občinski štabi so bili v bistvu podrejeni nadrejenemu po liniji vodenja in poveljevanja. Torej Hočevarju, če prav razumem? Ja, oziroma po hierarhiji prvi je bil Rancigerju podrejen, Ranciger pa generalu Hočevarju. Glede financiranja pa urejanja zadev je bil pa do občine, ne? Ker so vse občinske štabe takratne po takratni zakonodaji financirale pa usposabljanje, pa plače vse občine. Ne? Torej, če malce poenostavimo, ni upošteval nadrejene, ampak upošteval tiste, ki so recimo financirali občino. In tu se je pravilno odločil, ne, takrat. Ampak verjetno tudi z dovoljšno mero hrabrosti, ne, pa poguma, pa podpore kolektiva. Ja, sigurno. To je, da je pripomogli, vse ti dejavniki, ko sem jih prej povedal, so pripomogli, da se je takrat komandant pravilno odločil. Kakšne bi bile posledice, če bi bilo drugače, zadeva se odvijala. Za koliko orožja mimo glede je pa šlo? Šlo je za 1350 kosov orožja in 4 bojni kompleti. Kakšnega orožja? Polavtomatske puške, avtomatske puške, to so kalašniki? Moram reči, da smo bili mi v slovenskem merilu izredno dobro oboroženi. Zakaj? Tukaj se imamo zahvaliti tudi pokojnemu Usterju Inkotu, ki je bil načelnik oddelka za ljudsko obrambo, tem leta 80. On je praktično zahtoko hodil od firme do firme, nabral določeno količino denarja, katero je z občino oplemenitil, in direkt iz Krgujevca smo dobili avtomatske puške, ker je imel zveze dol v Krgujevce direkt in občinski štab Trbovlje je dobil direkt preko armada. Avtomate, ne? Avtomatske puške, M70, pa puško mitraljeze M72. Smo imeli še pred armado, mrskir ni mogel verjeti, da je bilo to mogoče, ampak smo imeli to sodobno orožje, moram pa omeniti, pred enim letom gledal po televiziji iz Amerike, ne, so odprli zaboj, avtomatske puške noter, gor je pa na notranjosti zaboja pisal Oše to Trbovlje. A res? Ne moreš verjetno. Me je kar malo poparil. Tu je pa ta kontingent orožja, ki ga je Ministrstvo za obrambo prodal temu Avstrijcu je pa naprej to. To je pa že druga zgodba potem o trgovanju druga zgodba, ni prav prijetna, no, glede tega orožja. No. Ampak ok, če smo zdaj pri tem, kakšno orožje, kakšna oborožitev je bila. Pa če smo še pri tem, da je bil pač sprejet ukaz, oziroma da ni bil sprejet ukaz, da bo se orožje oddalo. Kaj se je potem dogajalo? Nekako je bilo potrebno to orožje potem zavarovati, ker grozilo je, da bo vojska, armada prišla po to orožje in ga na silo odzela. Ja, tako je. Odkrito moram povedati, da na podlagi tega, ko se je komandant odločil, da orožja ne damo, smo dobili niz inšpekcij pa kontrol z nadrejenega štaba pokrajinskega, nekateri pokrajinskega, torej pokrajinskega, ja, to je
Ala Vučetič in taki njemu podobni, ne, so nas kar šikanirali. Pa dajte, zakaj niste, vse smo bili sami ljudje, ne. Dobivali smo nadzore iz republiškega štaba. Nadzor je prišel in je ugotovil samo eno napako. Mi smo uvedli stražarsko službo in edino napako, ki je najdel, da so posle zložene. Se razumeva? Na vse načine so hoteli, ne. A stražarska služba je bila pa tudi prej? Ni bila prej. Aha, to se pravi po potem. ukazu. Takoj so ukazali, da je treba tu stražarsko službo uvediti. Za orožje in za Tako je, municijo, da bo sigurno, da ne bo strelivom. slučajno se to odtujili in tako naprej, čeprav smo imeli, mislim, idealno skladišče vezano na policijo, ampak kljub temu smo mogli po ukazu nadrejenega to stražarsko službo izvajati. No, glede sosednjih občin in pokrajinskega štaba, ne, So pa oddali orožje, če se ne motim, 17. ali pa 18. Ne? tako je, 18. je še oddal pokrajinski štab teritorialne obrambe, 18, oziroma po ukazu Kučana 19. 18. smo dobili ukaz od Kučana zvečer, da Predsednika predsedstva Slovenije takrat. in po tem ukazu je še pokrajinski štab vseeno dal. Hrastnik pa Zagorje so pa prej oddali, ampak moram pa reči to, ne, da to ni bila lahka odločitev poveljnikov, to je bila izredno težka odločitev posameznih poveljnikov oziroma komandantov občinskih štabov pa pokrajinskih. Pritiski iz, rečemo, iz republiškega štaba, nadrejenih na Rancingerja so bili ogromni. S tem, da takrat pa še republiški sekretar za obrambo Janez Janša ali pa znotraj zadeve, niso imeli pa pooblastil. vlada še nekako ni bila v polni moči. Ne? Tako je. To je bilo takoj po volitvah. Tako je. In ne, se ni namen obtoževati tiste, ki so oddali. Pač vsak se je odločil, kakor je v tistem danem trenutku vedel, da je najbolj modro. Ja, hudič je bilo, ne. To je ni tako enostavno, kot ljudje mislijo. To so bile težke odločitve. Mimogrede, koliko pa je bilo, če si povedal, koliko je bilo tega orožja, okrog 1300, če se ne motim, 1350. v Trbovljah, koliko pa v Zagorju, pa v Hrastniku ali pa pokrajina, kot si dejal? Pokrajina. Oni so imeli predvsem manj orožja, v Trbovljah so imeli največ, ne. S tem, da ko so ta orožje oddali, nekaj manjega so ga obdržali, ne. Že pa upravni organi so obdržali, ne. S tem, da moram reči, da precej orožja, tistega, ko je armada iz občine Hrastnik pa občine Zagorje odpeljala v skladišče v Celje, sta oba skladiščnika, Burkic, Ivan, ki je bil v Zagorju, pa Božo Majcen, zdajšnji predsednik veteranov iz Hrastnika, res pogumna dejanja, da sta en določen del tega orožja v bistvu pod pretvezo usposabljanja, sta ga odzignila, oziroma ker za usposabljanje so mogli dati ven, ne? In ne vrnila. Vrnila pa nazaj kište napolnjene iz drugim materialom, lahko rekel. Ne? Zelo nevarno, mimogrede, če bi kdo to preverjal. Ja, tako da je do oktobra oziroma novembra 90 kar dosti tega orožja prišli nazaj. Mimogrede, v Trbovljah je ves čas, tudi potem po ukazu že predsedstva Slovenije, pa Milana Kučana, da se orožje ne odda, je še vedno ves čas ostalo to orožje v skladišču na Starem mestu, ali je bilo potrebno že iz previdnosti poiskati kakšne druge lokacije? Tako, orožje in strelivo je bilo na tej lokaciji do novembra, konec oktobra, novembra 90. Ves čas varovano? Ves čas, več ali manj varovano, s tem, da smo počasi to stražarsko službo polokinili, pa smo bili dežurni samo iz stalne sestave, da nismo toliko obremenjevali rezervno sestavo. Ne. Policija je bila pa ravno. Policija je bila pa zraven, pa tako naprej, pa samo sklicni sistem smo imeli. Slovenija se je tudi že izpostavila kot nekako preddržava, ne, je imela že svoja ministrstva in nekako se je v Sloveniji že tudi v političnem vrhu odločilo, da pa je treba to ohraniti. No, vmes se je tudi formirala
manevrska struktura narodne zaščite. ki jo je vodil Tone Krkovič. Tone Krkovič. In on je potem izbiral po On je posameznih izbiral, pokrajinah izbiral, ljudi. ja. Pa to je šlo zelo na tak zanimiv način, ne? Drug za drugega niso vedeli, ne? Ja, Krkovič pa Miha Butara, ne, sta se dogovorila z Rancingerjem, ne. Butara je poznal Rancingerja, ki je bil pomočnik za politično delo prej. Ne. In sta se poznala in je predlagal Rancingerja za načelnika manevrske strukture narodne zaščite za Zasavje, s tem, da sva mi iz Butara govorila, pa je bil predsednik ZSČ, ne, on ni vedel, da je Rancingeru dal orožje, ne. To je bilo pa zaradi tega, če bi koga, ne vem, aretirali ali pa karkoli, bi vedel mogoče samo za enega. No, in Rancinger je potem imenoval poveljnike oziroma načelnike narodne zaščite po občinah in je bil Piškur v Trbovljah, Šušter Rado v Zagorju in Logar Boris v Hrastniku. No, te isti načelniki so pa svoje pomočnike pa namestnike imenovali. No, in Piškur je mene za namestnika imenoval v primeru, da se ne vemo, kaj zgodi. Sam tu narodna zaščita v bistvu je bolj, mi smo izvajali naloge kot občinski štab šosejen, ne. Tem, ker niso imeli, ne, orožja, je pa bolj prišlo poštev, ne. Te so nekako nazaj, poskušali nazaj pridobiti orožje. Tako je. No, in to je vse pol trajalo do, rečemo, 1. oktobra. 1. oktobra se je dejansko ta manevrska struktura narodne zaščite ukinila, ker je bil imenovan tudi nov načelnik republiškega štaba, to je bil takratni major Slapar, imenovani so bili novi poveljniki pokrajinskih štabov. Tako da, in tudi rečemo, v Zasavju se je postopno ta zasavska pokrajina ukinila, ne. Dejansko smo prišli s 1.1. pod zahodno štajersko pokrajino, je bil Krajnc Viktor je bil imenovan za poveljnika in on je bil novi poveljnik. Zato tudi potem med vojno ta akcija o Zidanem mostu, kjer si bil ti tudi soudeležen, se bo potem tega dotaknila. No, orožje je bilo potem tu. Potem je prišel kmalu že tudi plebiscit. Pred plebiscitom, ne, za zavarovanje dokumentacije naborniške, torej da vojska ni uspela potem da ni mogla zasediti oziroma angažirati oddelke za obrambo takratne za mobilizacijo rezervne sestave, smo formirali ekipe, tudi naša enota za protidiverzantsko delovanje je v začetku meseca decembra šla v varovanje oddelkov za obrambo na področju Cela. Mi smo na Majstrovi zasedli po noč objekte in bili v pripravljenosti, da bi zavarovali objekte, če bi oddelka za obrambo Cele, če bi armada hotela na silo odvzeti vso dokumentacijo in da bi lahko oni potem pozivali vojaške obveznike. Na služenje vojaškega roka tudi, ne? Do tega, ne na služenje vojaškega, za vpoklic v rezervno sestavo, za njihove enote. Za njihove enote. Pa tako naprej. In to moram reči, da je kar uspela zadeva, da so upravni organi to obdržali s pomočjo policije in seveda teritorialne obrambe, tako da je tudi ta zadeva jim padla v vodo. V mesecu novembru pa nadrenga mi sprejeli ukaz, da moramo iz skladišč orožje pa strelivo sprazniti na tajne lokacije. Zakaj? Približal se je plebiscit. Za pričakovati je bilo,
da bi lahko armada tudi ni na silo odvzela tisto, kar še imamo. Vedela pa je, kje to je. Točno je vedela, kje je, koliko je tega, vse, tako da on dobi dokaz, da premestimo na tajne lokacije. V Trbovljah imamo imeli 6 tajnih lokacij individualnih. Za skoraj vse, razen nekatere so se kolegi pogovarjali z njimi. Moram reči, da z enimi 8 in 9 smo se pogovarjali, 2 sta odklonila, imena ne bom govoril, ker dejansko to bo šlo z mano v grob. Imena pa imaš tistih 6? Seveda imam tistih, ki so odklonili. Ne, kaj pa tistih, ki so bili za, to so pa? Tisti, ko so bili za, to jih je 6, to je Jurij Plantan, ki je žal ni dolg, ker je umrl. Potem je Rudi Žagar, ki je še živ, ne? Ja. Potem je Kupšek Ludvik iz Unga, potem je Garmuš Jože, pa Zakonjšek Alojz, ki je tudi v letošnjem letu, v začetku leta žal umrl, in nazadnje slavni Vozelj Tocki. Aha, Tocki. No, moram reči to, da tukaj bi bilo zanimivo, iz tele knjige nekaj pokazati, če lahko to. Ja. In sicer vsi poveljniki enot so dobili zapečateno kuverto, v kateri so imeli seznam ljudi, dolžnosti, vrsta orožja in kje imajo ta orožje shranjeno. Enako kuverto je dobil hranitelj. To je v bistvu Tocki, tukaj je od vozla not primer, pa poveljnika voda krajevne skupnosti, ker je vse bilo orožje in streljivo prijem, kako sta se potem sporazumela, da so neposredno dvig naredili. Ker zakaj je prišli do tega? Mi smo pričakovali in velika možnost je bila, sezname naših stalne sestave so imeli armada, lahko nas bi ne tiho pospravili, in dejansko poveljniki enot bi lahko sami mobilizacijo naredili in oborožili svoje pripadnike. To je zelo zanimivo, zapečatena kuverta, pa on pa tre, in tu je hrano. So to hranili skupaj s strelivom ali bilo to vse posebej? Strelivo je bilo na isti lokaciji kot orožje. Za eno enoto, kot celota. Za eno enoto. Koliko je bilo to orožja? Ja, ta je imel manjši, je bil vod krajevne skupnosti, ki je imel 35. Kje so pa to hranili? Recimo, ker ne nazadnje tudi domači niso smeli vedeti, da se, ali pa ne čisto vse, da se to hrani. To so imeli te družine pa nosilci, ker zaupanja vredni. Za mene so te narodni heroji, status njihov se ni uredil, glede v družini noter še celo med sabo se niso zaupali. So zdaj že lahko veterani vojne za Slovenijo? Ja, smo tako uredili ta status, da imajo status ni kot nosilci in soproge. Seveda. In kje so to hranili? V hlevih, zakopano v zemlji? Na senikih, v hlevi, v garaži. So tudi prestavljali vmes? Niso prestavljali. Je kdo od teh imel kdaj, ne vem, kakšno kontrolo? Ne, niso. Mi smo te obveščevalne podatke pokrivali, bili smo v kontaktu. Problem je bil pri enem od začetka, ko smo na šolo pod Partizanski vrh oziroma pod Sveto planino zdaj pelali določene količine orožja, tem smo pa dobili obveščevalne podatke, da se sumljive osebe gibajo in smo takoj odzegli nazaj po noč, pa dali na drugo lokacijo, smo pelali k Plantanu. Je bilo potrebno ves čas biti
buden. Ne? No, zanimivo je pa tudi, sam se spomnim potem decembra tega leta, mislim, da celo pred plebiscitom, ko pa smo bili na neki akciji varovanja vojaške evidence, če se ne motim, ali pa naborniške evidence. In takrat smo prvič dobili na straži tudi seveda pravo bojevo, vojaško strelivo. In potem tudi po končanju, po tednu dni, domov na hranjenje orožja, osebno orožje. Ja, to je bilo v tem obdobju, kot si rekel sam. Ne? No, za Zagorje vem, da so bili to na Sveti gori. Enota za protišpecialno delovanje, v Trbovljah se je formirala nova enota za EPN, za specialno delovanje, poleg čete za PSD. Te so vsi dobili orožje in strelivo na roko. Zakaj je padla ta odločitev, da smo dobili orožje na dom? Zato, ker je bila nevarnost, samosklic je bil učinkovit. Rečemo, za našo enoto v Trbovljih sem 100%, da se bi v roku 45 minut sestala in v bistvu bila bojno sposobna, takoj. Mimogrede, takrat še mobitelov ni bilo, ampak so prišli to kurirji, ne? Kurirji, oziroma v okviru enote smo naredili samosklic, ne? Točno tega poklicu, tega pa je zadeva stekla in no in potem je bilo tisto orožje vse do časa vojne lepo doma. Tako je. No, vem, meni to sicer ni bilo svetovano, ampak jaz sem ločil strelivo, tudi iglo udarno sem izločil ven iz kalašnikovega, ne, kalašnika. Ja, moram reči to, da so to tudi drugi podobno? Imeli smo otroke doma, ne? Seveda. Tukaj bil kar, rečemo, predtem, ne, smo prečistili vse te enote kadrovsko, ne. Je bilo tudi neke južne populacije, ko ni bila čisto sigurna, ne. Kako bi se odločila, ja? Smo dali izven teh enot, pa vključili predvsem, smo vključevali bivše mladince, prostovoljce, Slovence, ne, da smo jim zaupali, pa moram reči to, ne, da ta varnost, ne, varnostni vidik je bil sicer poudarjen glede hrambe, ločevanja orožja, pa in moram reči, da sem zelo vesel, da ni bilo kakih nesreč pa tako naprej, ker obstaja velika verjetnost, da bi lahko prišli do kakega neljubega dogodka. Pa ni, ne. Ja, upam. In mimogrede, tudi še potem v času vojne, pa po vojni, še kar nekaj mesecev po vojni smo imeli to orožje še vedno doma, na revers, ne. Pa ga potem oddali, ko je tudi jugoslovanska armada zapustila prek Kopra slovensko zemlje, ne. Moram reči, da kar kurjo kožo dobim, ko poslušam nekatere, ko razlagajo priprave po osamosvojitveno vojno, kakor niso bili udeleženi, pa so bili mogoče kot drugot, ne, tudi kako v tujini, pa tako naprej, pa danes razlaga, kako je ta zadeva, pa 10-dnevna vojna. Moram reči to. Ja, 10-dnevna zagotovo ni bila. Od 15. maja 90 pa do konca oktobra 91 je v bistvu so bili mi v vojnem stanju. Dokler je bila nasprotnik v našem ozemlju, nismo bili svobodni. Tudi po Brionski deklaraciji bi lahko marsikaj se obrnilo, ne? Tudi potem, ko je bilo podpisano premirje in ko se je že tu po Sloveniji vozili beli avtomobili, umprofore, kako se je reklo, ne? In smo stražili vojašnice. Tako je. S tem, da moram poudariti to, da je bila skozi, rečemo, takrat, ko so bili še občinski štabi do konca leta 90, ena manjša enota na terenu. Ko se je pa, in to je bilo skozi do formiranja območnih poveljstev. Območna poveljstva so se formirala tem, žal šele maja 91. In to je bil problem. V tej knjigi lepo to opredeljen, čez 40 enot. In kako boš ti 40 enotam poveljeval,
praktično nobenih drugih zvez, kot te občinske UKV zveze, Ki so bile so nadzorovane. delovale, ostalo je bilo pa po starem sistemu jugoslovanske, ne. Ali pa spremljanje vala obveščanja, ne. Mi smo imeli v vseh občinah so imeli enoto, da je spremljala val obveščanja, ne. Od armade je spremljala iz Vrhnika ali pa iz Zagreba, ne. Potem so pa te postali nasprotniki, ne. In od kjerga češ pol unga. Praktično so bili odvisni od vizualnih opazovalnic, ne. Vidim, pa poročam, ne. Žal, smo bili hendikepirani glede te pokritosti, ne. Prej si videl avion, ki je šel že iz Italije sem, ali pa ne, zgane planšet videl. Bojan, šla bova še, dotaknila se bova tudi začetka vojne, pa tvoje aktivnosti v času vojne. Še prej pa me nekaj zanima. Že prej si omenil predsednika predsedstva Milana Kučana, da je mogoče prepozno obvestil ali pa sprejelo predsedstvo ukaz, da se orožje ne odda. Kakšno je tvoje mnenje, kakšen je tvoj pogled na njegovo vlogo? Zdaj, mnenja so deljena. Ukaz je bil 15. izdan, ne. Ukaz strani Ukaz vojske, strani republiškega štaba. generala Hočevarja. Po vseh predpisih bi moral predsedstvo biti seznanjen. A je bil takrat seznanjen 15. ali ni bil, to ne morem vedeti, to sam predsednik ve, ne. Moram pa reči tako, ne, da jaz sem imel občutek in danes imam občutek, ne, da je želel predsednik predsedstva malo zadeve obležiti, da ne bi napetosti postajale med armado pa med Slovenijo. Ampak kljub temu pravim, da bi lahko prej se odločil, ne. Recimo 16., 17., Če se bi vedel 15. če se bi 16. že odločil, bi sigurno 30 občinskih štabov, ne, to je tisti, kateri so imeli možnost obdržati orožje, ne, Pa niso. ker moram reči, tako da, bodimo realni, ne, 62 občinskih štabov je bilo, plus pokrajinski štabi, ne, ampak od približno 28 ali 29, ne me držati za jezik, je bilo takih občinskih štabov, da so že imeli hranjeno orožje in strelivo, niso imeli svojih lastnih skladišč, so imeli pri armadi shranjeno, ne. In tisti niso imeli nobenega vpliva, ne. Vpliv so imeli tistih 30, ne. Od teh 30 je pa orožje obdržalo 16. 16. Ne? Ja, Torej, recimo 14, 15 bi lahko, če bi ta ukaz prišel pravočasno, recimo, da bi, ne? Mislim, upaj smo, sam vesel smo bili tega ukaza, smo ga dobili tudi poj kasneje, ne, Ja. da ima vsaj eno Da pokritje, ste imeli ne, potem svoje pokritje za da ima tiste vsaj svoje eno dejanja. pokritje, drugače pa še tega ne, me bi še bolj nadrejeni pol še Pritiskali na kasneje vas, ne. hoteli, da oddajamo. Pa tako še naprej. več inšpekcij in tako Ja, naprej. sigurno. No, kljub temu, Slovenija je na plebiscitu se odločila za samostojnost, potem je tisti datum prišel, ko smo dobili svojo državo. Si ti pričakoval, da bo prišlo do vojaškega spopada, ali si menil, da bo vendarle na koncu prevladoval razum, Nismo imeli izkusil občutek, da bo prišlo do nečesa, da bo počelo? da bo počel, ker dejansko vse bonitete, ko so jih imeli zaposleni v bivši armadi, ne, so bile za tiste čase v bistvu res privilegij. Torej, ni bil interes, Ni bil interes da razbiti. vojska razpada. Oni so bili Jugoslavija nad Jugoslavijo, ne, in so želeli tako ostati in ta status naprej imeti, ne. In če iz tega izhajaš, lahko vidiš, da je skoraj sigurno, da bi svoj status v okviru Jugoslavije ohranili in da bi uporabili vse sile, da realizirajo svoj končni cilj. No, potem je prišlo do vojaškega napada na Slovenijo. Najprej so želeli zasesti
mejna področja. Kako si gledal na to? Je bilo kaj tiste živčne napetosti, kako bo vse skupaj šlo? Ali se bo slovenski narod pripravljen z bolj skromno oborožitvijo, recimo spopasti potem z eno najbolj opremljenih armad v Evropi? To me sploh ni skrbelo. Morala vseh nas je bila takrat na višku. Take enotnosti in take visoke morale se mi zdi, da ne bo nikoli več v zgodovini Slovenije. In ni se bilo zabati. Orožja smo tudi imeli neki, sicer smo bili slabši od armade, veliko slabši, ne? Ampak če braniš, pa veš, kaj braniš, potem je cilj sigurno dosežen. Veseli smo pa lahko, da je ta obseg bil manjši. Manjši je bil pa predvsem zaradi tega, ker je armada uvidela, da se ne bomo obstili, da smo uspešno pa elastično obrambo izvajali, pa blokade vse posod. Oni so predvidevali, veliki Adžič in kompani so predvidevali, bo par tankov, po mojem Slovenci se bojo, da nam rekel... Podelali v hlače? Ja, podelali v hlače, hvala lepa. In pa se nismo. Smo se postavili na barikado in uspeli pridobiti svojo državo. No in kako vidiš, kakšna je v tvojih očeh vloga takratnega, lahko rečemo, obrambnega ministra, čeprav je bil državni sekretar za obrambo, pa notranjega ministra, torej Janeza Janše, Igorja Bavčarja, pa generala, oziroma potem je bil general Slaparja, pa Toneta Krkoviča, pa Janeza Drnovška, pa Milana Kučana, predsedstva, Jaz mislim, da so pa Peterleta, tudi predsednika vlade. Za tiste čase so odigrali svojo vlogo v prid slovenskega ljudstva in mislim, da z njihovimi in našimi napori smo nekako prišli do tega cilja, da smo svobodna država. Te je potem motilo po vojni, ko se je slišalo, ko se je govorilo, da se tako razdvaja nekoč enoten narod, tudi enotna politika, dokaj enotna politika, da se je veliko govorilo o trgovanju z orožjem. No, tako le bi rekel, mi smo svojo nalogo naredili. Profesionalno, neprofesionalno. Rezervna sestava je v bistvu pridobila državo. Kaj so pa politiki ne predelali? Je pa žalostna zgodba, tista zgodba in želje o Švici, ki je gospod Peterle, takratni predsednik izvršnega sveta, izjavil, meni se zdi, ne bo nikoli uresničila. Želel bi pa si, da ne glede na stranke in tako naprej, ko jih poslušam, namesto da bi pri takih pomembnih državotvornih zadevah stopili skupaj in v isti rok pihali proti Evropi, da bomo kaj v smislu napredovanja blaginje slovenskega naroda, pa včasih dobimo občutek, da nismo to sposobni in lepo je Cankar rekel, Slovenci, narod hlapcev. In se obnašamo kot hlapci, rabimo enega biriča, da bomo enoten, pa enotno nastopa proti Evropi in ostalem svetu. Čeprav smo leta 90-91 dokazali, da hlapci nismo. Tako je. Tako. Tvoj delež v osamosvojitveni vojni, prej sem omenil že, po mojem, kar precej neznano vojaško ali pa, kako bi to rekli, akcijo v Zidanem mostu. Ja. Ne vem, koliko to sploh slovenska javnost ali pa zasavska javnost pozna. Mislim, da bolj slabo poznajo. To je bila največja akcija v takratni občini Laško. Ki je sodila v ta zahodno-štajersko področje. Zahodno-štajersko. Jaz sem dobil kot operativni častnik nalogo območnega poveljstva v Trbovljah. Neposredno sem dobil naloge od namestnika poveljnika pokrajine Šemrova Štefana, polkovnika, žal že tudi pokojnega, za to akcijo v Zidanem mostu. Zadeva je bila naslednja.
Mi smo imeli enoto za specialno delovanje EPN v Rečici. EPN za specialno delovanje. Tukaj so bili noter samo 90% mladincev prostovoljcev. To je prava enota, ne. Sami mladi, zagnani, no, in jaz sem dobil ukaz, pa obveščevalne podatke od pokrajine, da je na tovornem delu postaje na Zidanem mostu vagon poln specialcev, da je to treba zavarovati. Specialcev iz Niša. Iz Niša. No, mi smo se temu primerno ukrepali, s to enoto smo naredili širšo blokado, ožjo blokado je naredila specialna enota policije iz Celja. Vem pa primerjavo vam dam. Mi smo bili teritorijalci tako, ker smo bili običajno oblečeni, ne? Brez vseh zaščitnih zadev. Policija nesrečo je že imela, neprebojne jobče, čelade in tako naprej, in oni so postavili ožjo blokado. Najprej smo mi širšo blokado postavili, seveda. In oni ožjo blokado, jaz sem šel v varnostni trikotnik, čez cel most, pa proti onim, iz Ingramam pa 2 teritorijalca sem imel na pogajanja, ne. Brez vseh zaščitnih. Na pogajanje z vodjem specialcev. Ja, naj bi bil vodja specialcev, samo potem smo ugotovili, da je bilo samo 8 oboroženih, to so bili častniki pa podčastniki, predavatelji v tehnični vojaški šoli v Zagrebu. Drugače so bili pa komplet četrti letnik vojaške šole. Mlade so poslali. Mladi. Iz morja so šli, ne. No, in z njim sem se spogajal pozitivno, ne, moram reči. O čem? S tem, da če se ne bi pozitivno, ne, glede na obveščevalne podatke, ker je praktično tole, zdaj ni več v Zidanem mostiku, ker je bilo prej, bila ta tovorni tir stranski, je bil čisto ob steni Obrežja. In nad to steno, na vrh, so se razporedili naši teritorijalci in pripravili ročne bombe, če bi slučajno prišli do streljanja, da bi izmetali te bombe dol, da ne bi se razpršili te specialci po Sloveniji. Po Sloveniji oziroma po širšem območju. In kaj je bilo na pogajanju doseženo, da se morajo vrniti? Do pogajanja je bilo doseženo, da so se predali. S tistim trenutkom so se predali, je prevzela policija, so šli na objekt, pobrali orožje, so se vse pobrali, pa so se pa dogovorili, da so naprej šli proti dijaki pa proti Zagrebu. Domov. Domov praktično. Domov. Torej, takšna pogajanja, ki imajo rezultat, da nič ne poči, so najboljša. So najboljša, ne. No, na Kumu pa je žal počilo, tudi na Kumu si bil v prvem ali v drugem napadu? V prvem napadu. Problem, tako je bilo. Raketiranje oddajnika, ne? Ja, to je iz mitraljezom 23 mm streljal iz aviona. To je vam pa vse malce za nazaj. 3 dni predtem, ne, smo mobilizirali vod krajevne skupnosti, Dobovc. Ja. To enoto smo postavili gor, ker smo po obveščevalnih podatkih pa po načrtih smo imeli podatke, da želi armada iz zračnih desanti zavzeti vse oddajnike. Torej, s padalci verjetno? Ja, ne, iz helikopterskimi desanti, da bi zavzeli vse oddajnike in da bi vse zadeve preusmerili na Zagreb. Torej, ne bi Jelko govoril po televiziji, ne, ampak bi iz Zagreba infiltrirali podatke, kaj se dogaja. Ne. In dejansko bi mi to medijsko vojno zgubili. Ne. Zato je bil ta vod aktiviran, ki ga je vodil Marjan Dolinšek? Dolinšek, Marjan je bil poveljnik tega voda. No, na dan napada, ne, zjutraj, smo pa mobilizirali, že prej so pozive dobili
lahka topniška baterija zračne obrambe. Zjutraj so se dobili, oborožili in s topovi na kum. Ne. Jaz sem 2 topa iz džipa molekul. Pridemo tam v mene pol enih položaje gor. In takoj so začeli pol tope pa mitraljez nivelirati, ker moš to prvo položaj najditi, pa da to daš z libelo, da to ravnaš, pa te zadeve pa očistiš, pa tako naprej. Skoraj bilo že skoraj vse pripravljeno, 2 topa sta že bila, pa mitraljez tudi, tisti trenutek je pa začel pokati. To je bilo v 14. uri. Je pa priletel? Priletel avion z mitraljero 23 mm, to je probojna, 23, ko ga spusti, to je praktično po teh talerih, ker je po dajnikah, je ta plastika letela vse posod. Naš fantje, pa niso imeli čelad, če bi imeli vsi čelade. Rečemo, starina, žal, če bi čelado imel, ker on je dobil en kos plastike v glavo, ker je tu pa vse posod, vse letel, pa nafta se je vžgala gor, pa tako naprej. S tem, da je žal, ta presenečenje bil, dobro, da smo pa s Fakinom gor, da je bilo 8 ranjenih, en starina težje, ki posledično potem umrl. Nekaj let kasneje umrl, ja. Tako da smo jih speljali z gasilskim kombi tam v bolnico. Rešilci so pa dol na postaji čakali. Je bilo to presenečenje, ta napad? Ni bilo javljeno, da iz kje pa so odleteli? To je praktično v Trojan sem je začel streljati. Tukaj pa zdaj ta problem, ko sem ga prej rekel. Mi smo imeli prej vse povezave z vojn, to je zračno opazovanje javljene in bili vezani na Zagreb, na center, pa na Vrhniko. In vsak v bunkerju gor v gasilskem domu je bil ta štab v okviru oddelka za obrambo za spremljanje situacije in vizualne opazovalnice. Te vizualne opazovalnice še niso bile, tudi formiranje razen baterije je bil pa Jamški je bil na vrh, ta privatnik zdaj, ker je skočil od vrha dol in zapol sem, takrat, ko je on zapol, je že pokal. To je problem. Ta komunikacija potem. Ja, pol je drug dan so se pol formirali te vizualne opazovalnice iz oddelka za obrambo, pa je bil pa boljš, ker je praktično so imeli UKV povezavo, in so javili. In so javljali, Vsak prelet letal. Helikopterjev. Se je pričakovalo, da bo še drugi napad, glede na to, da očitno v prvem napadu ni bil oddajnik povsem onesposobljen? Se je pričakovalo. Sam drugi napad je bil pa raketiranje. Če si bil pa malo drgač, sam tudi se ni toliko škode naredil, ker so načrtovali. Se je pa streljalo potem ob drugem napadu? Ob drugem napadu se je potem na letalo streljalo? Na letalo se je streljalo, takrat je bilo pa že malo več. V začetka smo imeli 4 partizance pa Brojnik. Pri drugem napadu smo imeli pa že 14 protiletalskih dodatnih topov, ko so pa flaki M38. Na tiste smo poklicali stare borce, ki so znali rokovati z njimi? Mi smo bili s temi topovi 3-krat na Kamenjaku, pa streljali na avione. Tako da se je s temi topovi in protiletalskimi mitraljezi stojalo, streljali na te. No, in kako je to? Letalo je hitro. Mislim, da je tudi prebil zvočni zid, ker se je to slišalo po celem Zasavju. Smo si ta prvo mislili, da je bombardirano.
da se bomba sliši, pa se je letalo slišal. Ne? Kako je v tistem trenutku nekaj tako hitrega? Ne, to je pol na koncu naredil, ker je videl, kakšna je situacija. Drugače pa, ko obrača, svojo nalogo naredi, potem pa, ko obrača, takrat ima manjšo hitrost. Takrat je ranljiv. In je ranljiv in takrat so naši fanti, ki so streljali gor, uspeli ta pokrov, da je kadico mu je začel noter, in ga je odprl, pa in je pol v šosej in do Cerkelj prišel. Ker so pol naš piloti, ko so bili gor na Kumi, ko so prebegli, smo imeli neki pilotov tudi gor, pol svetovali, je klical eden izmed njih dol v Cerklje, da je izvedel točno, kako so pol material nabavljali, kaj je on, ker Stamenkovič, javi se Stamenkovič, pa iz Kuma so pol klicali. S tem, da pri prvem napadi ni bilo nič. Edino zvezo se jaz imel iz mojega džipa, UKV. Nobeden, vse je bilo prekinjen, nobeden ni vedel, zakaj gre, razen jaz sem komuniciral iz Piškorja. Tako da se iz dneva v dan, v času osamosvojitvene vojne, so se tudi, kar se oborožitve pa vez tiče, ekipe bolj izpopolnjevale pa popolnile. No, moramo biti veseli, da je res to kratki čas trajalo. Če bi to dolgo trajalo, tako kot je pol na jugi, bi tudi malo drugače danes gledali na rdečo zvezdo, kot gledajo. Jo ne bi prenašali najbrž. Na toliko mrtvih pa tako naprej, tako smo pa lahko veseli, pa ponosni na to, da smo jih tako odnesli. Moram pa reči nekaj. No, mimogrede, ko si omenil že rdečo zvezdo, kako pa ti gledaš na njo? Nimam nič proti, ampak nekaj vam zdaj povedal. To sem bom prvič izjavil takole javno. Sem iz partizanske familije, oče je bil partizan, izreden prijatelj, je bil spokojnim vratanarjem Antonesko tam. Pikl Jože je bil moja poročna priča itd. Cele noči sem z odprtim ustom poslušal jih, ko so se pogovarjali o teh dogodkih iz Druge svetovne vojne. Potem je Antonesko tudi bil velikrat pri nam na štabi, ko smo prizorili napad na Trbovlje, je bil celo noč zraven, pa tako naprej, zaredno sem ga cenil pa vse. Ampak leta 90, po teh dogodkih, ne oddaje orožja, je narodni heroj Antonesko poklical mojega očeta in mu rekel: poslušaj, Jože, da ti svojega poba malo roko vzam. Razumljiv mi je, zakaj je to. Ker praktično vsi so se bali tistega, da bo prišli ven, kaj se dogaja po vojni. Nič lepega, Nič lepega. Tukaj, zakaj je šel v Belgrad nazaj, pa je bil častni občan Trbovlj, pa Šmarja Prejejših, pa Šmarja Prejejših imel vikend. Zakaj? Zato se je pa v teh zadev, ker se v bistvu te ljudje niso bili krivi, so mogli narediti tisto, kar jim bilo zaukazano. To mi je čisto jasno. Ampak, ko je pa za Slovenijo, je pa predvsem druga zgodba. In ne more pa nekdo meni govoriti, kako se je odločil. A se je odločil za ali proti? Samo dve varianti, tretje ni. Zdaj hočejo pa vsi narodni heroji biti. To nekako ne gre skupaj. No, zanimivo je tudi to, ko smo že pri tem orožju po oddaji, pa tako naprej. Tem 92. leta so bil dr. Grizold, pa dva pravna strokovnjaka, so imeli poveljniki pa namestniki po svet o mednarodnem vojaškem pravu. In na koncu predavanja, ima kdo kako vprašanje, sem zignil roko pa vprašal: dajte mi razložiti, kaj je bilo z nami, ko nismo orožja oddali, pa tako naprej, če plebiscit ne bi uspel.
Je rekel, oprostite, ne, vam ne morem odgovoriti, se moram posvetovati. In odgovor je bil naslednji. Ne. 25 let strogega zapora za izdajstvo skupne države. In če bi imeli veliko srečo, da bi sploh do sodišča prišli. To je, ne? Vse je povedano. Tako, čisto zadnje vprašanje še. Bojan, ti si potem delal vojaško kariero kot vojak, častnik, upokojil si se z činom major. Tako je. Ampak kmalu potem po osamosvojitveni vojni so prišli v Slovensko vojsko tudi tisti, za katere jaz menim, akademiki, ne, za katere menim, da niso bili ravno za samostojno Slovenijo in so tudi prišli do nekih položajev. Vi, ki ste pa bili brez akademske izobrazbe, ne, pa bili ključni za osamosvojitev Slovenije, pa niste bili več tako ugledni, ne? Ja, žalostno to, da resnično, ne. Namesto, da bi ta enotnost vseh teritorialcev bila šel naprej, je ta enotnost malo pojenjala. Tisti pa, ko so prišli iz bivše armade, med njimi tudi taki, ki so sporni, ne, so pa malo med sabo bolj držali, pa en drugega praktično s pomočjo politike rinili naprej in dosegali položaje, za katere v bistvu jih ne bi smeli zasežiti. No, tukaj politika svoje naredi, ne. In dejansko mi, osamosvojitelji, smo bili nebodiga treba proti koncu. Žal je temu tako. Kar je žalostno, ne. Žalostno je pa tudi, da o teh zadevah, o čemer sva govorila mi dva, saj upam si tako trditi, naši nasledniki, torej otroci, zdaj že tudi vnuki, v šolah ne zvejo pravno veliko. Ja, žal. Ali pa bolj ob koncu šolskega leta. Na tem področju so veliko veterani. Veterani naredili vojne za Slovenijo, pa moram reči, da mi tudi, ne. Ampak v učnem programu imajo na koncu leta, na koncu junija planiran te zadeve, pa mislim, da se je zdaj v zadnjem letu v Zasavju situacija spremenila, ki je Božo Majcen postal predsednik veteranov, hod po šolah pa predstavlja. Mislim, da tudi mi iščemo stike kot častniška organizacija, da bi kot domoljubna organizacija predstavljali te priprave na vojno, pa samo vojno v teh sredinah. Mislim, da je tale knjiga, ker je vloga Zasavčanov, ko je bila izdana Avtor pokojni Anton Šutar, ne? Šutar, ja, 2011, da je veliko stvari noter zapisanih. Jaz upam, da je tudi... In je dobra podlaga za predstavitev teh aktivnosti pred in med samo vojno. Upam, da imajo tudi šole in da je čim bolj izposojena. Ja, imamo na naši spletni strani tolo knjigo, zdaj se če Trbovljič vtipkate in je knjiga in si lahko preberete vse, s tem, da razmišljamo, če nam bo uspel. V tiskani izdaji nikoli več po 800 izvodov, ker smo vse brezplačno podelili, nikoli več ne bo uspel, ker je bilo to 30 000 evrov takrat vseh stroškov. Bomo pa to verzijo elektronsko dopolnili do naslednjega leta, poskušali tudi malo z veterani skupaj, da bi še kakšne zadeve dopolnili, pa da bi bila res elektronska verzija ostane za naše zanamce. No, nekaj pa verjetno pomagajo tudi to vrstne oddaje. Za tiste, ki malce manj radi berejo, pa malce bolj radi poslušajo in gledajo. No, tukaj je še dve publikacije, katere vlet par to so že pokazali, ja. Orožje nismo dali, to je zadnje. Tukaj je po 30 letih je v letošnjem letu tale publikacija išla. Vsi tisti, ki smo bili v stalni sestavi teritorialne obrambe, pa nismo orožje dali, smo dobili tudi spominske kovance. To je bilo 26.6.
proslava, na kateri je bil general Lipič, Predsednik veteranov. veteranov. No. Te Robši Šmit je bil pa slavnostni govornik, pa vsi smo pa tekovance dobili pa te knjige, s tem, da je prav, da se po 30 letih to ne pisajo, pa da ljudje malo bolj vejo, zakaj gre, da ne bojo neki na pamet govorili. To je ena zadeva, druga je pa lansko leto je tale zbornik na braniku domovine, 25 let, Združenja slovenskih častnikov. V bistvu, zakaj 25 let, 94. leta je statut zveza sprejela in se preimenovala ZRVS na Združenje zvezo slovenskih častnikov in ob tej priliki so noter upisan, tudi Trbovlje je veliko upisan, pa jaz osebno, kakšne aktivnosti smo v tem obdobju. Nekaj tega, kar si jih danes povedal, ne? Tako je, tako je. Bojan, hvala za vse, kar si povedal. Mogoče naslednjo leto, ko bo 30-letnica osamosvojitvene vojne, še kaj več. V redu. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.